Facebook in YouTube sledilci, long time no see. Običajno sem video začel z dvojino, potujeva, sva na poti, peljeva se, nič več. Po novem množina, saj smo postala ponosno starejša, malemu Maju. Medtem ko je Maj spal, je naš črni Passat drvel po štajerski avtocesti proti Rogli, ki je bila odskočna deska za naš prvi skupni izlet. Peljemo se v občino Zreče. Nekaj osnovnih podatkov sem jih dobil na Wikipediji. Živelo naj bi okoli 6550 ljudi, 52% moških in če hočete komu pisati pismo, imajo poštno številko 3214. Rogla velja za eno pomembnejših zimsko-športnih središč v Sloveniji. Na pot med krošnjami smo se odpravili kar z vozičkom. Naj omenim, da najmlajše goste čaka odlično urejena previjalnica, Maj pa je svojo lakoto potešil na eni izmed lično narejenih lesenih klopi. Objekt je bil postavljen leta 2019, finančno 4,5 milijona in vključuje več od 1000 metrov poti med drevesi in na koncu se nahaja še stolp, ki je visok 37 metrov. Za vse obiskovalce so na voljo postaje z didaktičnimi kotički in neskončnim pogledom preko mogočnih pohorskih gozdov. Sledil je fotoshooting na vrhu stolpa. Lep sončni dan smo izkoristili za pohod do Lovrenških jezer. Z nosilko za najmlajše boste kos lahki in urejeni pohodniški poti, ki vas bo skozi tihi gozd pripeljala do območja poraščenega z ruševjem, skozi katerega kukajo jezerca. Lovrenška jezera so največje visokobarje v Sloveniji in eno najpomembnejših v Južni Evropi, zato so posebej zavarovani del največjega gozdnega rezervata. Pohod je Maja tako utrudil, da si je na poti proti zdravilišču privoščil powernap. Ustavili smo se na gozdni učni poti, ki vsebuje 11 točk. Ta prva lokacija pa bo jama Ledenica. Na teh koncih živijo veliki ljubitelji piva, ne nazadnje v sredini 19. stoletja so si izkopali jamo Ledenica, v kateri so v toplih poletnih mesecih hladili pivo. Tukaj boste lahko na zabaven način spoznali ohranjeno naravno in kulturno dediščino. Gozdna učna pot od vas zahteva polnega človeka. Midva z Majem sva popolnoma zadihana, tako da hvala Bogu, da je ena od postojank tudi tale klopca. Pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Sledila je vožnja do Term Dobrna, ki veljajo za najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z več kot 600-letno tradicijo. Termalno vodo so začeli načrtno izkoriščati v začetku 17. stoletja. Šibamo k polnočnici. Če bo tudi vas pot zapeljala v te konce, priporočamo, da svoje brbončice razvajate v gostilni Prkoren. Odlična hrana, pa še cene niso navite. Na tem izletu pa je na svoj račun prišel tudi najmlajši popotnik, ki je prvič preizkusil svoj rdeč plavalni obroč. Bogatejši za novo potovalno pustolovščino vas do naslednjič lepo pozdravljamo. Hočete komu pisati pismo, imajo poštno številko 3214. 100 ljudi, 100 čudi. Malo sem že zadihan. Jaz tudi. Sam tle je tudi zdaj gozdna učna pot. Dol mi visi, dol smo te gozdne učne poti. Oni napišem, da je primerjeno za nosilke in to ne verjeti. To moraš biti izkušen pohodnik. Minimalno, ne vem, da si šerifa za na Himalajo. Žiga, boš kupil kozarc, da boš probal termalno vodo? Ne, pa nimam keša. Naš paket vključuje tudi pitje termalne vode, ampak pozori, da piješ termalno vodo, moraš plačati 7 € za kozarec, saj če z navadnim kozarcem greš pod pipo, voda ne bo tekla, ker je kozarec čiperjan in zadeva deluje samo na čip. Imam tudi to mehko banjo, ki smo hlopno moraš šiti.
Žiga, povej, kako si se imel z Dobrni. Bilo je fajn. Napravili smo se. Nismo pili pa imalne vode. In to je to.